hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Kolikokrat ste se zjutraj zbudili tako resnično hvaležni za to, da ste se sploh zbudili za sam začetek? In kolikokrat ste slišali to, sam da je zdravje, Žal je res temu tako, da šele takrat, ko zdravje malo zgubimo, ko se nam malo okrhka, ugotovimo, kako zelo pomembno je. In še pomembneje je to, da pravzaprav začnemo že pri otrocih. In to bo današnja tema pogovora, ki bo potekala z gospo Magdaleno Vasiljevič iz podjetja Zdrav in pika. In moram reči, gospa Magdalena, vaš naslov pod naziv podjetja mi je meni tako všeč, zaradi tega, ker je zdrav pa pika, zdrav in pika, ker se mi zdi, da na vse zadnje gre za stvar odločitve. Tako je. Se moraš verjetno odločiti, da boš zdrav, Vsak se lahko sam odloči, lahko so pomagala, vendar v sebi moramo najti tisto odločitev, sem zdrav in pika. In takšen je tudi naš naziv. Odlično. Veliko smo govorili o tem, kako na kakšen način v tretjem življenjskem obdobju, potem smo govorili tudi o tem, kako recimo v najstništvu kot takem, ko imajo hormoni svoje žure. Mi bomo pa danes pravzaprav govorili o otrocih in o tem, da je pravzaprav naloga staršev, da priučijo te zdrave življenjske navade, da smo preventivni že pri otrocih. Kako je s tem? Ja, da jim privzgajamo. Dejansko mi se rodimo z samozdravilnimi sposobnostmi in v telesu zdrave matere pomeni, imamo vse. Sam način življenja, ko preidemo otrok, ko se že rodi, tisti trenutek, je tukaj svetloba, je tukaj druga temperatura, kot je bila v materinem telesu, naš avtonomni živčni sistem že refleksivno pač pobira te, kako bi rekli, ne smem reči zoprne, ampak neprimerne dejavnike iz okolja, ki rušijo naravni proces zdravljenja. In dostikrat se zgodi, da že kar tiste prve tedne novorojenček, ali je to prehlad, ali kolike in tako naprej, že izgubi tisto samozdravilno sposobnost in že živčni sistem porušen. Se pravi, že takrat ga načne? Že takrat. Glejte, v Rusiji, odkoder izhaja DNS terapija, o kateri mi dve danes govoriva, tam že novorojenčka takoj ob porodu pregledajo s to napravico in mu ta atlas, bi temu rekli, ki je toliko popularen in tudi seveda učinkovit, naravnajo kar s tem aparatom. A veste, ker že sam porod, ko se zgodi, je za otroka, ne samo za mamico, za otroka še večji stres in se mu že živčni sistem, kako bi rekli, lahko rahlo poruši. Vemo, da je teh naravnih porodov zelo malo, lahkih porodov zelo malo. Mi pač živimo v stresnem okolju, ki naredi dostikrat vse narobe. Ja, in pri otrocih je potrebno, mi smo zagovorniki celostnega zdravljenja, poti celostnega zdravljenja in se mi zdi, veste, sej DNS terapija je kot en velik gasilec tudi za tiste zelo, zelo hude težave, ki pridejo v naših letih, ko pravijo prvih 40 let se malo kvarimo, drugih 40 let popravljamo. No in nam v našem podjetju je pač tako prišlo, pa tudi jaz imam zdaj vnuke, in vidim, kako te punčke moje res, ker živijo s tem, oni nikoli ne bojo rekle mamici, gremo k zdravniku, ampak potegnejo to našo malo napravico DNS in bojo delale terapijo. In dejansko moje izkušnje, da vidim, da imam 5 let, 10 let staro vnukinjo in da niso pojedle do zdaj nobenega antibiotika, da niso bile na nobenih teh, vse so bolane, da smo si na jasnem, otroci vse prinesejo iz šole, iz vrtca, ampak sem spoznala, kako učinkovito lahko mi te samozdravilne sposobnosti pri otroku aktiviramo in jih ohranjamo. A veste, da otrok non-stop na bronhitisi, ta antibiotik, drug antibiotik, ta sirup ali tabletka za znižanje temperature, to lahko počnemo vse na naraven način, ker DNS je naprava, ki dovoli, ta stavek je tako dober, ko se telo zdravi samo. Samo to je treba vzpostaviti in če bomo mi to pri otrocih delali, bojo rasle, veste, generacije, ki bojo malo drugačne od nas. Če vzamemo recimo zdaj za primer vaše vnuke, tukaj, če si same pomagajo, vzamejo aparat ali pa na kakršenkoli način,
to pomeni, da pravzaprav tudi odgovornosti za lastno zdravje ne prelagajo na zdravnika. Tako se one še sicer ne vejo, ne, da ima telo sposobnost samozdravljenja, vendar otrok pač ve, aha, to mi bo pomagalo, ne? In dejansko jemlje, kot ste lepo rekla, še nezavedno zdravje v svoje roke. In ko bojo te moje punčke zrasle, ne, one ne bojo poznale drugega načina zdravljenja. Seveda zdravniki rešujejo življenja, lejte, in ko je ena poškodba, ne vem, zlomi in take zadeve, seveda, da to zdravniki rešujejo, ampak mi lahko vzporedno ogromno naredimo. Bravo, bravo, to mi je zelo všeč. Na mladih svet stoji, pravijo. In ko sem gledala recimo članke, ki govorijo o tem, naše napake, ki jih mi zdaj delamo, kako vplivajo na naslednje generacije, bo moglo res kar nekaj generacij preteči, da se te stvari spucajo. Popravijo vse svoj čas. Gledajte, ko smo imeli stik z naravo, ko smo hodili bosi, kateri otrok še zdaj hodi bos? Tudi, če gremo na morje, vidimo, vsi so obuti, vsi se nekaj bojijo, ne? In naše generacije, pa še generacije pred mano, so sigurno veliko hodile bose in so dejansko aktivne točke, ki so na naših podplatih, tako v naših rokah, avtomatsko stimulirali. Zdaj smo pa vedno obuti v čevljih, bog na stran stoji, da hodi bos, se boji, da se bo okužil, da bo to, da bo ono. A veste, in ja, treba je začeti pri otrocih. Kakšen učinek ima torej na telo otroka, torej mlajše osebe, ravno ta terapija DNAS, kot sva torej rekli? Kakšni so torej tisti učinki? Rekli sva, da torej telo spodbudi, da se pozdravi samo. Lahko še bolj konkretno pogledava na sam ta proces? Lahko, gledajte, tako kot odrasel, tako otrok ima avtonomni živčni sistem, ki je nezaveden, dela brez naše volje. Tudi otroci, ne bova se zdaj vračali že k samemu porodu, ampak potem je za otroka stres, ko pride v vrtec, ko pride v šolo. Veste, koliko potlačenih, ko je zavrnjen otrok ali en strah, in vemo, vsi jih učimo, bodi prijazen, ne smeš učitelju odgovarjati, ne smeš vzgojitelju odgovarjati. Čeprav, a veste, ko otrok pokaže jezik, ga kregamo, ne? Pa rečemo, to ni lepo. Res ni kulturno, vendar takrat, ko otrok v efektu pokaže jezik, poskrbi za svoje srce. Tako da kazanje jezika je zdrava stvar. Ja, hočem reči, in otroka, veste, zelo, zelo tlači in ravno tako se mu ruši ta živčni sistem. In ko mi otroku tudi preventivno gremo po hrbtenički s tem malim aparatkom, ki diagnosticira, ki išče tista mesta, ki jih je otrok refleksivno dobil v sebe in ki potem te nepravilne informacije so to počasi začnejo kljuvati in rušiti. A veste pa, ko otrok doživi en strah, ledvičke rabijo za stotinko strahu, ne vem, če sem čisto pravilno povedala, 4 dni, da spravijo ven, ne? In ja, to je tisto. In če mi gremo s to napravico po hrbtenici, malo potegnemo vodne poti, bomo pri otroku vse to odpravili. Druga stvar, ki je najlepša, ki tudi moje punčke počnejo, mi pri otrocih, pri debelih ljudeh, pri starih ljudeh iz roke dosegamo neverjetne rezultate in s to napravico mi lahko delamo sami nevrološko refleksno masažo, tako dlani kot stopal. Tukaj lahko vidimo tudi fotografijo, ki pravzaprav prikazuje organe in dele telesa. Tako, in lahko vidimo, kako je vse v naših rokah ali v naših nogah, in od tukaj lahko mi otroku ali sebi ali komorkoli delamo zdaj so tudi nogice tukaj, dlani, mislim, stopala, ko sem malo prej rekla, hodimo bosi, in če mi hodimo bosi, stimuliramo, aktiviramo vse te biološko aktivne točke, ki so povezane z celim telesom. No, z DNAS terapijo je še pa ena lepša zgodba, ker je impuls, ki ga ta aparat ustvarja, lasten našemu živčnemu impulzu in rečemo, da je to nevrološka refleksna masaža dlani ali stopal. Nevrološka refleksna. Tako, ker se pravi, če greš na refleksno masažo stopal ali pa dlani, to ni isto? Ni isto. Dobro, terapevt zelo dobro lahko to naredi. Kaj je tudi tu drugače? Ko mi gremo na ročno masažo,
bo ta lahko zelo boleča. Dostkrat, ko najde terapevt, aha, ta organ imate pa v minusu, in bo masiral in bo to zelo bolelo, bo neprijetno. Pri otroku je to še toliko težje. Ampak dober terapevt, saj so vsi dobri, rečem, mora vedeti, kateri organ je pa tisti, ki podpira tistega, ki je v minusu, in mora še zmasirati tistega. Pri dedos terapiji tu ni potrebe, ker škode ne moramo narediti in ko mi masiramo, mi imamo tudi en dodatek, ampak lejte, to je osnova in se da vse s tem, ko mi delamo, organ, če rabi, si bo vzel, če ne rabi, pa ne bova škode naredila. Se pravi, naravno uravnavanje. Tako, uravnavanje in kjerkoli mi s to napravico naredimo terapijo, uredimo oziroma postavimo regulacijo na živčnem, endokrinem in imunskem sistemu. Tu je prednost DNS terapije. Zdaj, če bo mene bolelo v ledvenem predelu, v križu, jaz bom sigurno lepši rezultat dosegla, če bom šla direktno, kot če bom šla iz tega, ker je tukaj moj ledveni del hrbtenice. Ali če mene boli kavk, jaz si lahko delam tukaj, ker so kavki ali kolena, vendar, če bom šla direktno, bom dobila lepši rezultat. Za tisto preventivo, za brisanje vseh nepravilnih informacij in povezavo vseh teh naših organov z centralnim živčnim, avtonomnim živčnim sistemom, pa lahko to dosežemo tako iz rok, kot iz nog, lahko iz ušesa, no samo na ušesku je treba malo drugače. Vemo, da je tudi na jeziku cel naš živčni sistem, oziroma vse te točke, ki so pomembne za nas, ampak v rokah je najlažje. In lejte, otroku pa res, jaz vedno rečem, joj, lej, Emica moja, bova malo mravljic dale, pa boš ti nahala kašljati, ali ko je visoka vročina, ali karkoli, in to je taka res nežna, res neinvazivna terapija, kar je prvo, da je prijetna, po drugi strani je pa to, ker nima stranskega učinka in samo da telesu tisto možnost, da spet lahko rečemo, ko se telo zdravi samo, ker tisto zdravljenje je najbolj pravo zdravljenje. Ali obstaja kakšna razlika pri uporabi, torej pri otrocih in pa pri odraslih potem takem? Če pogledamo, otroci so bolj čisti, imajo večji pretok, niso še tukaj zamazani, če lahko uporabim ta izraz z vsemi stvarmi. Je torej razlika tudi pri sami terapiji? Verjetno ima samozdravilne sposobnosti najmočnejše ravno otrok. Res je. Adaptivne sposobnosti, bistveno krajši čas delamo otroku, bistveno prej dosežemo, ker ni za ničemer obremenjen, zato kot sem rekla v začetku, neverjetno dobri rezultati samo iz rok. Se sploh ni treba truditi po hrbtenici. Dobro, pri kakih bronhitisih ali pa pri takih zadevah je pač fajn, da med tem pljučnim delom naredimo. Drugače pa pri otrocih terapije so iste, krajši čas in kot ste lepo rekla, adaptivne sposobnosti so hitrejše in dosegamo in nič niso obremenjeni, res hitre in dobre rezultate. Wow, no to je tisto, se mi zdi, kar je nadvse pomembno. Preventiva in kurativa kot taka, se pravi, začne se že pri kašlju, potem pa lahko pravzaprav nadaljujemo tudi z ostalimi zadevami. Tudi če so recimo kronične, ne vem, pljučnice in gripe in vse te zadeve, nima veze, kakšen je izvor, to je, a je to epidemija, a je to nekaj, kar je trenutno v vrtcu popularno, ali je pač to pogojeno z kakšnim drugim, ne vem, okoljskim faktorjem ali pa katerimkoli ostalim. Tako kot ste rekli, ni važno vzrok, ker gledajte, kaj je DNS terapija. Če mi gremo k zdravniku, oni se bojo bolj ukvarjali z simptomi, kakor z vzrokom. DNS terapija ne samo, da odpravi simptom, odpravlja tudi vzrok. In tu je tisto najlepše, ker mi dovolimo telesu, postavimo homeostazo, oziroma ravnovesje in telo potem ve, kako mora izrinati. Veste, jaz dostikrat, ko izvajamo terapije, pa če ima nekdo bolečino in seveda v hrbtenici, kar je pač najbolj pogosta zgodba, poleg sklepov, ko mi izvajamo in vedno delamo tako dolgo, da bolečina izgine, da ko mi prvič naredimo terapijo, poskusimo, zdaj sem pa čisto dober, ampak kaj se dogaja? Mi dostikrat kdo reče, vi to sigurno vsakemu rečete, pa rečem, ne, ni res,
bom jaz delala terapijo, ne, in jaz vem, da sem že ravnovesje vzpostavila in vse, pa bo že aparatek zelo lepo tekel, pa se bojo novi bloki začeli delati. Kaj to pomeni? Telo je že vzpostavilo ravnovesje in že je začelo izrivati stvari, ki smo jih mi v življenju nalagali. Ne? Kot homeopatija deluje, Denisa, veste, izriva tisto, kar ni pravo. No, tudi se mi zdi, da zmeraj je tako, ne? V angleščini je it's always darkest before the dawn, ne? Zmeraj je najtežje preden posveti, ne? In je kar precej plasti vsega tega, kar smo si nabrali, takega in drugačnega stresa. No, letos recimo pa opažam ogromno ljudi z alergijami. Tudi takšni, ki jih sicer nikoli niso imeli, ali pa jih je začel to hecati šele julija, pa imajo že zdaj težave s tem. Zdaj so pa res alergije tako na visoki ravni, da res, in tako ste rekla, tudi tisti, ki niso imeli, vedno več je tega, ali je okolje bolj onesnaženo, naš imunski sistem oslabljen in z Denisom lahko učinkovito saniramo. Glejte, sej ne moramo reči, zdaj bomo pa kar odpihnali to alergijo, vendar simptomi, ki so, ali to teče iz nosa, ali pečejo oči, bomo zelo, zelo uspešno sanirali. Je pa vedno priporočljivo, da delamo te terapije tudi že prej, zaradi tega, da okrepimo naše črevesje kot obrambni sistem, da okrepimo našo vranico in slinavko kot tisti glavni center imunskega sistema, ne? In ja, z Denisom učinkovito saniramo. Mi pa imamo še en artikel, naši gledalci ga že dobro poznajo, to je ta odejica, v katero se zavijamo in tam pa res, kako naj rečem, še bolj celostno okrepimo celo telo. Tam se vse te biološko aktivne točke, ki so na naših energetskih kanalih, meridijanih, lepo vzpostavijo in je kot en eliksir življenja, ne? Ampak gledajte, ko pa je en prehlad oziroma ko teče iz nosa alergijsko, je pa sigurno, da Denis tisti trenutek bolj učinkovit, ker mi dejansko damo na samo mesto, ko ti ne moreš dihati, ko se nosna votlina odpre, ko spet zadihamo, smo spet čisto drugi. Ne, ker opažam recimo, da ljudje v tem času kar jemljajo tablete, ne, pa pol kar nekako padejo v to rutino, v tem smislu, to je normalno, da jem tablete. Ne vem, meni osebno ni normalno, da si odvisen, tukaj ni nobenega občutka svobode, niti če tako gledaš, da moraš dejansko tablet vzeti, drugače si pa pač cel, kada bi bil, ne. Ja, ti alergiki res, tako imajo te tabletke, da jih zobajo kot bombončke, ne. Ampak gledajte, ta histamin, te zadeve, ne, so v vodi oziroma v naši soli in dostikrat žal, ne, to je tista zgodba, za katero smo mi dve danes tukaj, da rečemo, da že otroke privzgajamo, da sploh do tega ne pride, da je telo vedno okrepljeno, da ojačamo imunski sistem. Glejte, par minut na dan samo na tale predel Hegu cone, ker je akupresurna točka debelega črevesa, to je tako pomembna točka, toliko lahko naredimo in če si bomo mi samo tukaj delali kot preventiva, jaz se upam trditi, da bo res zelo malo možnosti potem kakih na novo alergijskih kandidatov. Kako pa je pri dermatitisu? Ista zgodba, ne, delamo seveda na živčnem sistemu, pa spet pri samo mesto, kjer je pač pojav dermatitisa. Treba je malo paziti tudi na hrano, to tako v vseh oddajah govorite, ne. In pa seveda spet smo pri črevesju, smo na naših nadledvičnih žlezah, smo spet na tejle točki in pa treba je krepiti vranico ter slinavko. In so zelo lepi rezultati. Veste, pri otrocih je včasih dermatitis kako bi rekli, zoprn, boleč in s tem aparatkom ni nujno, da gremo direktno na kožo, ima možnost tudi sevanja, pomeni, da mi se nastavi in mi delamo lahko otroku ali pač pri dermatitisu samo centimeter stran od kože in bomo dosegli ravno tako lepe rezultate. A veste, dermatitis, samo mesto prizadetosti kože, sej ni tam vzrok, tam je sam
ven udarilo, tako preprosto povedano. Treba je vzroke iskati, ki jih aparatek tako diagnosticira in jih odpraviti, potem bo pa tudi tista neprijetnost, ki se pojavi na koži, zbledela. Zanimivo. Govorimo takoj o vzroku in posledice. Zelo zanimivo se počutim. V bistvu mi je vroče, ampak mi ni vroče. Aha, odejica greje, ne? Ja, mi je vroče, ampak mi ni vroče. Ne vem, kaj ne rečem, ampak mi je vroče, ampak mi ni vroče. Prijetno. Zdaj zelo lepo krepite vaše ledvičke, ne? Ja. Celo zimo so bile ledvičke v minusu, no? Zdaj so jetra tiste, za katere moramo skrbeti, tudi jih zelo lepo pokrivate, ne? In kaj se v tej odeji Eliksir življenja zdaj dogaja, morda poveva to, še imava toliko časa, imava, ne? Imava. Ja, poglejte, tukaj notri v tej odeji, ki mi rečemo, ne mi, v svetu ji tako rečejo, Eliksir življenja, je ena taka zaščitna zrcalna folija, kako bi rekli, znanstveno delo Williama Reicha. In ko ste vi zdaj tukaj notri zavita, je ta vaš predel, ker ste zavita od vseh teh kamer in elektrosmoga, kar nas obdaja, zaščiten. Vi pa oddajate svojo lastno energijo, to visoko resonančno, infrardečo en kup frekvencije v našem telesu, in ker to zdaj ne more iz dekice ven, se kaj dogaja? Vaša lastna energija gre na tisto mesto, kjer ga vaše telo rabi, in zdaj vam je prijetno toplo, dostikrat se v tej odeji lahko zelo spotimo, zato vedno uporabljamo tudi bombažno rjuho in takrat grejo strupi ven. Ta odeja je lahko kot savna, ne? In ko mi 40 minut ležimo v tej odeji, lahko več, lahko manj, ne? Tudi lahko zaspimo v njej. In ko mi kdo reče, joj, zdaj pa nisem bil 40 minut, sem spal 2-3 uri, pa rečem, a ste se sami zbudili? Ja, sem nekaj dobra, veste, kaj se je zgodilo? Vi ste se prebudili, ko je telo prišlo v ravnovesje, ko se je regeneriralo, ne? In vse akupunkturne, ljudje bolj razumejo, če rečemo akupunkturne kot biološko aktivne točke, se v tej odejici odprejo, energije stečejo, kar je pa najbolj važno, se pa to dela za vašo lastno energijo. To se nikamor ne priklopi, ampak ste telo zdravi za svojo lastno energijo. Ja, jaz sem prebrala, da se manj spi zaradi tega, pa sem rekla, da to mi je pa všeč. Naj vam bo svet lep, spoštovani gledalci in gledalke. Lepo izkoristite današnji dan in dajte biti prijazni drug do drugega. Naj vam bo svet lep.